Zavezništvo OK Boomer je končano. Milenici in generacija Z se obračata drug proti drugemu. Milenici pravijo, da je z generacijo Z nemogoče sodelovati. Generacija Z milenice označuje za obsedene s Harryjem Potterjem in nostalgične zasvojence z obupnim modnim okusom. A resnica te krize je veliko temnejša. Pravi boj poteka za to, kdo bo podedoval tisto, kar je ostalo od srednjega razreda. Milenici so odrasli ravno v času, ko se je lestev do stabilnega življenja začela podirati. In kljub temu so leta poskušali splezati po njej. Generacija Z je podedovana še bolj staram vzpon, a za razliko od milenicev, mnogi med njimi sploh nočejo plezati po lestvi. Hočejo jo podreti. Ni pomembno, ali poznaš več milenicev ali pripadnikov generacije Z. Verjetno slišiš popolnoma isto stvar. Trg dela je brutalen. Zdi se, da nihče ne zaposluje. In ko že kdo zaposluje, so plačilo, delovni čas in zahteve takšni, da se službe komaj splača sprejeti. Postalo je povsem običajno, da pošlješ stotine prijav in nikoli ne dobiš odgovora. Včasih ljudje porabijo 30 minut za izpolnjevanje prijave, nato pa še preden zaprejo zavihek, prejmejo zavrnitev, ki jo ustvari umetna inteligenca. Povprečen milenijec je doživel stagnacijo plač, kar pomeni, da ima manjšo kupno moč, kot so jo imeli njihovi starši pri isti starosti. Napredovanja so redka, mnogi pa opravljajo delo dveh ljudi. Če pa jih vprašate, ali razmišljajo o odpovedi, je odgovor običajno nikakor. Trenutno se trg dela zdi kot velika igra glasbenih stolov. Glasba se je ustavila že pred leti in vsak, ki je našel svoj stol, ne ostane, razen če res ni nujno. Težava je v tem, da se ves čas pridružujejo novi igralci. Milenici ne ostajajo na istih delovnih mestih zato, ker bi jih imeli radi. Ostajajo, ker jih je strah oditi. To ni le zgodba o milenicih proti generaciji Z. Baby boom generacija se upokojuje kasneje kot katerakoli generacija pred njimi in medtem ostajajo bolj zdravi. To pomeni, da baby boom generacija in generacija X zadržujeta višje položaje, zaradi česar so milenici obtičali na začetnih in srednjih položajih, namesto da bi napredovali po lestvici. Posledica tega je, da nekatera začetna delovna mesta zasedajo ljudje, ki so že blizu 40. To pa pomeni, da za generacijo Z ne ostane nič. Ni dolgo tega, ko so milenice imenovali otroke, zdaj pa se že bližajo srednjim letom. Najstarejši iz generacije Z pa se približujejo 30 in ugotavljajo, da je priložnosti zanje zelo malo. So zadnji avto v vrsti večgeneracijskega naleta, frustrirani zaradi zastoja, pri čemer sploh ne morejo videti vzroka za zamudo. Medtem so milenici pred njimi v vrsti in poskušajo ignorirati vzvratno ogledalo, da bi se lahko osredotočili na svoje delo. A podrobnejši pogled na milenice razkriva veliko bolj strašljivo sliko. Za starejše generacije je bil ameriški sen bogastvo in udobje. Za milenice je to le redna plača in nekaj osnovne stabilnosti. Milenici so postali povezani s kulturo nenehnega garanja, saj mnogi med njimi delajo dlje in v prostem času opravljajo dodatna dela. In to je nasvet, ki so jim ga dali njihovi starši. Če boš trdo delal, bodo ljudje to opazili in boš za svoj trud nagrajen. Edina pot do trajnega uspeha je, da si zanj prizadevaš. Zakaj se potem milenici počutijo tako ujeti na mestu? Izkazalo se je, da odgovor sega več kot desetletje nazaj. Za mnoge se je leto 2008 zdelo kot začetek nove ere. Najstarejši milenici so bili stari okoli 27 let. Zaključili so študij in napredovali na delovnem mestu. Od napadov 11. septembra, ki so pretresli državo in bili prva kriza v življenju mnogih milenicev, je minilo 7 let. Prihodnost pa je bila videti svetla. Čeprav je bila država v vojni, ni bilo naborništva in vojna večine milenicev ni prizadela. Potem pa se je vse sesulo. Ogromen gospodarski šok je najprej prizadel Wall Street, nato pa še vse ostale. Krizo je povzročil predvsem zlom hipotekarnih posojil z visokim tveganjem, vendar so posledični pretresi uničili več velikih bank in povzročili prosti pad indeksa Dow. Hudo gospodarsko depresijo so preprečili državni reševalni paketi, vendar je bilo med letoma 2008 in 2010 izgubljenih približno 8,7 milijona delovnih mest. V najslabših letih tistega, kar je postalo znano kot velika recesija. Podjetja so propadla in veliko teh delovnih mest se nikoli ni vrnilo. Za milenice je bil to hud udarec. Nenadoma obetavno gospodarstvo, v katerem so odraščali milenici, preprosto ni več obstajalo. Mnogi so videli, kako je ves napredek, ki so ga dosegli na področju zaposlitve, propadel, zato so morali začeti znova. Le malo podjetij je imelo v tem obdobju denar za zaposlovanje. Tisti, ki so diplomirali v tem času, niso videli nobenih prostih delovnih mest, eno za drugim, in seveda računi so kar naprej prihajali. Za mnoge je to pomenilo zastoj pri osamosvajanju, saj so imeli starše, ki so jim dovolili, da ostanejo doma ali se vrnejo, dokler se ponovno ne postavijo na noge. Za druge pa je obstajala le ena možnost. Garanje. Milenci si v tem obdobju niso mogli privoščiti izbiranja služb. Mnogi z nazivom MBA so se znašli pri prodaji kavčev ali pripravljanju kave v Starbucksu v svojem domačem kraju. Ko se je tehnološki trg opomogel in so aplikacije ter priložnostna dela postali prihodnost, so nekateri začeli voziti za Uber ali občasno opravljati dostave za dodaten zaslužek. Večinoma so komaj shajali, a jim je to pustilo malo časa za osredotočanje na karierni napredek. Ostali so na mestu, zaslužili so dovolj za preživetje, ne pa tudi za napredovanje po lestvici. Vse to je generacija Z opazovala.
Če se pogovarjate s povprečnim pripadnikom generacije Z, mu pritožb čez milenice zagotovo ne bo zmanjkalo. Ena večjih je, da so obtičali na mestu, nenehno posnemajo 90. in govorijo o starih dobrih časih. Še vedno se oblačijo, kot da so v srednji šoli in govorijo o svojih najljubših nostalgičnih filmih in serijah. A če pogledamo pod površje, je to morda le projekcija. Generacija Z gleda milenice, ki se trudijo za vse in uporabljajo nostalgijo, da bi se spopadli z življenjem. In sprašujejo se, zakaj nimajo niti tega. Ni tako, da bi bila generacija Z jezna, ker milenici trdo delajo. Motijo jih, ker trdo delajo za nič. Milenici so obstali na mestu in jim ne uspe doseči uspeha prejšnjih generacij. Namesto, da bi prevzeli velike položaje, sedijo na najnižji stopnički in pazijo, da nihče drug ne more splezati višje. Ko generacija Z pogleda na to dinamiko, imajo eno veliko vprašanje. Zakaj sploh to počnemo? Za milenice je računica zastrašujoča, za generacijo Z pa se zdi nemogoča. Plače ostajajo enake, medtem ko se stroški vsega višajo. Če je ena stvar, ki jo imajo milenici in generacija Z še vedno skupno, je to, da nočejo poslušati generacije X in boomerjev o tem, kako je bilo vse včasih lažje. Dedek bo govoril o tem, kako je dan po srednji šoli prišel do tovarne, dobil službo s tiskom roke, jo obdržal 47 let, ter kupil hišo in preživljal družino z eno plačo. Za mlajše generacije je to praktično znanstvena fantastika. Leta 1985 je imela povprečna družina 4 glavne stroške: stanovanje, zdravstveno varstvo, prevoz in hrano. Izobraževanje je bil lahko dodaten strošek, če je šlo za zasebno šolo ali fakulteto. Če si lahko pokril te stroške in ti je še kaj ostalo, se je temu reklo strošek dostojnega življenja. V povprečju je v sredini 80 let povprečna oseba potrebovala 40 tednov, da je zaslužila dovolj denarja za pokritje teh stroškov. Preostali 3 meseci dohodka so lahko šli v prihranke za nujne primere ali pa so jih porabili za razkošje, kot so počitnice. Danes je slika povsem drugačna. Stroški vseh teh stvari so močno narasli, pri čemer so živila najbolj opazna v vsakdanjem življenju. Plače pa niso sledile temu porastu. To pomeni, da bo po indeksu stroškov dostojnega življenja leta 2025 medianski moški delavec moral delati še vedno 65 tednov, da bi dosegal enak kazalnik. Povprečen delavec preprosto ne more več doseči tega kazalnika, kar je povzročilo velik porast gospodinjstev z 2 dohodkoma in ljudi, ki zmanjšujejo osnovne stroške. Kljub temu pa stroški še naprej naraščajo. Predstavljajte si, da tečete maraton. Postajate vse bolj utrujeni in imate občutek, da ste skoraj na cilju. Ako se približate ciljni črti, se ta premakne še za 100 jardov naprej. Hitro postanete demoralizirani. Milenci so tega sicer vajeni. Po zadnjih podatkih ima 42% milenicev dodatne dejavnosti, da si povečajo dohodek. Številke so precej podobne tudi za generacijo Z, saj naj bi imelo med 45 in 46% dodatne zaposlitve. Družine z enim samim virom dohodka so preteklost. Vse bolj pa izginja tudi klasična zaposlitev od 9 do 5. Delo nam je včasih omogočilo življenje, zdaj pa smo srečni, če nam omogoči teden dni, in še to morda ne bo dovolj. Milenice so prizadele 3 zaporedne gospodarske krize. Pri tretji in največji, pandemiji COVID-19, pa je bila prizadeta tudi generacija Z. Zaprtja so povzročila množične izgube delovnih mest, ki so presegle celo veliko recesijo, saj je bilo samo na leta 2020 izgubljenih približno 22 milijonov delovnih mest. Stanje se je od takrat izboljšalo, vendar se mnoga od teh delovnih mest nikoli ne bodo vrnila. Inflacija pa se ni niti malo upočasnila. Kumulativna inflacija je od leta 2020 presegla 20%, zaradi česar se zdi nemogoče, da bi sploh lahko nadoknadili zaostanek. Danes obstaja le ena jasna pot do uspeha. Ni pomembno, koliko zaslužiš, pomembno je, kaj imaš v lasti. Toda kdo je lastnik tega? Za večino ljudi so dogodki leta 2020 prelomnica med prej in potem. Milenici so se po letu 2008 trudili najti svojo pot, a mnogi so našli nekaj stabilnosti. Gospodarstvo se je res prilagodilo in nekateri so celo uspeli kupiti domove. In tisti milenici, ki so imeli nepremičnine že pred letom 2020, so zadeli finančno loterijo. Cene nepremičnin so se v 6 letih, ki so sledila, povečale za skoraj 50%, kar je tem milenicem omogočilo enega redkih resnično stabilnih virov bogastva v sodobnem času. Navsezadnje je neplačevanje najemnine eden največjih načinov za prihranek denarja. Vsi ostali se borijo za preživetje. Številke za generacijo Z niso videti povsem slabo. Dejansko imajo nekoliko višjo stopnjo lastništva stanovanj kot milenici, 26,3%, v primerjavi s 24%. Toda generacija Z ima veliko višje razmerje med dolgom in dohodkom, saj povprečni dolg potrošnika iz generacije Z znaša več kot 34 tisoč dolarjev. Hiše, ki jih kupuje generacija Z, pogosto opisujejo kot bunkerje za preživetje, saj jim ponujajo malo prostora, da bi se lahko razkomotili ali vzgajali družino. Toda oni so tisti srečneži. Pogosto slišimo, da imamo več hiš kot brezdomcev. Toda težava je v tem, da veliko teh domov ni tam, kjer bi ljudje želeli živeti. Velika
recesija in COVID sta povzročila, da je veliko ljudi izgubilo vse, banke pa so pogosto prevzele njihove hiše. Veliko teh praznih hiš je na podeželju, mnoge pa so v slabem stanju. Več kot je praznih hiš na nekem območju, večja je verjetnost, da je to območje gospodarsko nazadovalo. To pomeni, da nekdo, ki se tja preseli, nima možnosti izkoristiti poceni nepremičnin za začetek kariere. Za generacijo Z to pogosto pomeni, da obstaja le ena možnost. Središča ameriškega gospodarstva so v velikih mestih in tja gre večina mladih, da bi poskusili uspeti. Toda pridobiti dom v mestu je danes herkulska naloga. Nakup nepremičnine v središču New Yorka ali Los Angelesa bo v večini primerov stal 7-mesten znesek, kar pomeni, da imajo koristi tudi predmestja. Povečano povpraševanje je povzročilo dramatičen dvig prodajnih cen na krajih, kot je Long Island. Povprečen pripadnik generacije Z v mestu bo najemal stanovanje, najemnine pa prav tako naraščajo. Povprečna najemnina v New Yorku znaša okoli $3700 na mesec, kar pomeni, da bo stanovanje verjetno pojedlo večino dohodka prebivalca generacije Z. To se spreminja v zgodbo o tistih, ki imajo in tistih, ki nimajo. Milenijci, ki so kupili, ko je bil pravi čas, so obogatili. Imajo dostop do ene stvari, po kateri vsi hrepenijo, do možnosti za generacijsko bogastvo. Medtem pa vsi ostali porabijo vse, kar imajo, da kupijo manj zaželeno nepremičnino, ali pa ostajajo ujeti v začaranem krogu plačevanja najemnine, pri čemer nikoli ne morejo dovolj privarčevati, da bi se izvlekli iz tega kroga. Generacija Z gleda navzgor po lestvi k srečnim milenijcem, ki dobivajo vedno več. Postajajo vse bolj zamedljivi, a se ne zavedajo povsem, da je veliko milenijcev ujetih tam, skupaj z njimi. Ali je potem sploh čudno, da začenjajo misliti, da je igra preprosto prirejena? Ko gre za delo, ima generacija Z težave z ugledom. Delodajalci jih odpuščajo pogosteje kot milenice. Največje pritožbe so šibkejša delovna etika, manjša pripravljenost za opravljanje nalog izven opisa delovnega mesta in malo zanimanja za napredovanje po karierni lestvici ali sprejemanje delovne kulture. Medtem pa so milenici dosledno ocenjeni kot generacija, s katero je najlažje delati. Premoščajo vrzel med tradicionalnimi zaposlenimi, ki sledijo pravilom, in mlajšimi, tehnološko podkovanimi delavci. Generacija Z pa je po drugi strani dosledno uvrščena na dno. Ni tako, da se generacija Z ne znajde v odraslem življenju, ampak so preprosto obupali nad poskušanjem tekmovanja v igri, za katero menijo, da je prirejena proti njim. Veliko bolj verjetno je, da bodo odšli točno ob koncu svoje izmine, zavrnili prošnje za dodatne izmine ali za prihod v službo na prost dan, ali celo razdelili svojo pozornost med službo in dodatnim zaslužkom. Pravzaprav jih 50% pravi, da se aktivno ne trudijo za napredovanje, ker se jim položaji v srednjem vodstvu zdijo velik porast stresa za majhno povišanje plače. Ne odpovedujejo. Odločajo se, da ne sodelujejo. In razlog za to je svarilna zgodba milenijcev. Milenici so sprejeli kulturo garanja kot nobena druga generacija. To se zgodi, ko si večkrat poražen. Narediš vse, kar je potrebno, da se pobereš. Za vse predstavnike generacije baby booma, ki radi govorijo, da mlajše generacije ne poznajo vrednosti denarja ali poštenega dela, milenici to zelo dobro poznajo. Mnogi so se morali ponovno postaviti na noge po recesiji leta 2008 in po zrušitvi zaradi COVID-19. In to so storili tako, da so se popolnoma izčrpali. Ob redni službi in dodatnih priložnostnih delih ni nič nenavadnega, da milenici včasih delajo tudi po 60 ur na teden. To bi bilo vredno žrtvovanja, če bi s tem obogateli. Generacija Z ne gleda na milenijsko kulturo garanja in delovno etiko z občudovanjem. Gledajo na to z grozo. Vidijo to kot končno potrditev svojega stališča, da sistem enostavno ni več vreden truda. Kaj je hujšega od tega, da celo življenje garaš, dolgoročno pa za to dobiš le malo nagrade? Vidijo milenice malo pred sabo, kako garajo za vsak dolar, a na koncu še vedno pristanejo na istem mestu. Bi bilo lahko še slabše, če bi se preprosto popolnoma umaknili. Ne gre le za to, da so leni, ampak zavračajo celotno dinamiko gospodarstva, s katero so bile vzgojene vse prejšnje generacije. To ni le trend na delovnem mestu. To je alarm za celoten sistem, v katerem živimo. Če bi se to dogajalo samo na delovnem mestu, ljudje ne bi bili niti približno tako zaskrbljeni. Pa ni tako. Generacija Z izgublja zaupanje v skoraj vse pomembne institucije okoli sebe. Že zdaj živimo v obdobju rekordno nizkega zaupanja v institucije, na katere so se prejšnje generacije zanašale, od kongresa do vrhovnega sodišča. Toda pri generaciji Z je to nezaupanje še globlje. Le 14% mladih odraslih verjame, da se kongres ali velika podjetja dejansko zavzemajo zanje. Zdi se, da je med generacijami veliko razdora. A v resnici sta generacija Z in milenici v istem čovnu, ki pa tone. Generacija Z gleda na milenice in vidi pred seboj uspešnejšo generacijo. Milenici pa vidijo ambiciozno, radikalizirano mlajšo generacijo, ki jih hitro dohiteva. Toda obe generaciji trpita, le da se tega ne zavedata. Skupaj imata v lasti le 11% celotnega bogastva ZDA leta 2026.
To jih pušča močno v zaostanku, saj imajo baby boomerji izjemno velik vpliv na gospodarstvo in kulturo. Generacija X tiho uživa koristi stabilnosti, ki so jo doživeli v svojih delovnih letih in so nasplošno zadovoljni, da se je jezna generacija nanje kar pozabila. Milenijci in generacija Z se prepirajo za drobtinice, medtem ko imajo starejše generacije vse ostalo v trezorju. In zaklenili so vrata. Tudi to ni nič novega. Leta 1990 so boomerji imeli približno 21% celotnega bogastva, več kot dvakrat toliko, kot imajo milenijci danes. Sistem je deloval zanje in so ga v celoti izkoristili. Zdaj pa se oklepajo vsega tega bogastva in jih deljenje prav nič ne zanima. Veliko milenijcev je računalo na dediščino svojih staršev, a so ti hišo prodali in se odpravili v upokojitev polno križarjen. In če je ta trezor zaklenjen, kdo bo potem držal ključ, ko bodo ostale samo mlajše generacije? Obstaja ena sila, se ji nihče ne more upreti, in to je tok časa. Sčasoma bodo boomerji odšli v zgodovino, čeprav pri precej višji starosti kot prejšnje generacije, zahvaljujoč izboljšavam v oskrbi starejših in zdravljenju bolezni. Potem bo na vrsti generacija X, da razmišlja o upokojitvi, milenijci pa bodo postali prevladujoča generacija na delovnem mestu. Toda kaj bo takrat sploh še ostalo? Trenutno so milenijci in generacija Z postavljeni drug proti drugemu. Podobno kot sta dva berača postavljena drug proti drugemu, kot človek, ki poje celo purana, enemu od njiju vrže kost. Toda pod tem prepiranjem se kuha veliko večja kriza. Osnovna matematika današnjega dela ne omogoča več tradicionalnega življenjskega sloga srednjega razreda, ne glede na to, ali si star 25 ali 40 let. Obe generaciji sta bili potegnjeni v isti začarani krog. Ena ima občutek, da ga lahko premaga, druga pa verjame, da je bolje sploh ne igrati te igre. Obstaja samo en način, kako se začarani krog konča. Da, milenijci še vedno niso preboleli 90-ih in morda so naivni glede sistemov, v katerih še vedno poskušajo zmagati. Generacija Z nima delovnih navad in ves svoj čas preživlja pred zasloni. Toda, če pustimo te površinske razlike ob strani, imata obe generaciji veliko skupnega. Obe sta odrasli v obdobju, ko se je zdelo, da ameriška doba blaginje usiha. Obe sta videli, kako so ju sistemi, v katere naj bi verjeli, razočarali. Obe sta opazovali, kako svet koraka naprej brez njiju. In tisto, česar se oblastniki najbolj bojijo, je, da to mladi začenjajo spoznavati. Obstaja le en način, da se ta vojna konča, ko generacija Z in milenijci oba spoznata, da se ne borita za levji delež pogače. Borijo se za to, kar je ostalo. In to ni dovolj za nobeno skupino. Zato se generacija Z vse bolj obrača na svoje starejše vrstnike in pravi: sistem ne deluje za nas in ne zdi se, da bi deloval za vas. Obstaja ena dobrina, ki je ni mogoče kopičiti: mladi. Vsaka industrija prej ali slej potrebuje novo generacijo. In če se milenijci pridružijo generaciji Z v tihi odpovedi, nihče ne ve, kaj sledi. Želite izvedeti več o tem, kako so boomerji osvojili ameriške sanje? Oglejte si You Need to Be Mad Now za vse strašljive podrobnosti, ali pa si oglejte Ameriško gospodarstvo se bo kmalu zlomilo, da boste opozorjeni na naslednjo krizo, ki bi lahko bila tik za voganom.